ne si dovoliti, da vam drugi oduzamejo nasmeh. In tam sem tudi rekel, da ne glede na to, koliko je težko, z nasmeškom je vse lažje. Igor Ivanov. 50 sklec, 50 počepov, 50 rebošnjakov, v 11 minutah preteč 2 km 400. Zato, da sploh sprejeti. Če bi te vprašal, kaj je X-Challenge, kaj bi rekel? Preizkus zaupanja, bi rekel. Ponudil so nam solzivec. Kako ti nekdo ponudi solzivec, majster? Jaz iskreno nisem vedel, kam grem. In jaz sem prišel tja pripravljen -3. Pač ja, hudo, stari, svaka ti čast. Ja, ker si pa ti noter. Stalno sem imel neko prepričanje, da življenje mora biti težak. To moraš borba, to se moraš boriti, a nikoli neč ne ohne. To te nisem nikoli vprašal. Tudi pri Trajbu, je prišel do situacije, kjer si ti skoraj odnehal. Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subscribate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. To, ki ste bili na temu X-Challenge, a X-Challenge? Tudi X-Challenge, ja. Ja. To bi te malo vprašal, kako ti je bila ta izkušnja, ker nikoli nisva govorila neki ful o tem, ne? Ko zmeri si neke površinske fore mi vam vrgo, pa kako je Luka bil najboljši inštruktor, pa te fore, šalta od Luka Turk. Ampak ja, nisi mi pa nikoli opisal tako od začetka do konca te izkušnje, no? Bilo je. Bil sem dvakrat. Okay. Bil sem na 12 urah, pa bil sem na 24 urah. In dejansko mi je bila težja 12-urna, kakor 24-urna. In to samo iskreno iz tega, ker na 12-urno nisem prišel pripravljen, a manj 0. In to zdaj upam povedati. Tudi, če je to inštruktori X-Challenge gledali, ne vejo, zdaj lahko vejo. Ja, se to. Dej za kontekst, sam za kontekst, please povej, kaj je X-Challenge. Če bi te vprašal, kaj je X-Challenge, kaj bi rekel? Aha, hvala. Ja. Se pravi, bivši specialci slovenske policije pripravijo izzive, čez katere so oni šli. To so fizični napori in definitivno mentalni napori. Če me ljudje vprašajo, zakaj hodim na te stvari, je to samo zato, ker smo trenutno v svetu, ker je toliko cone obdobja, da se rabimo na take stvari prijavljati samo zato, da hodimo iz cone obdobja. In sam hodim zato, ker da dam bolj uprijemljiv pogled. Se pravi, to je kot fitness. Se pravi, X-Challenge je neki izziv, kjer ti v fitnessu dajo 100 kil in ti jih dvigneš. In potem prideš v življenje in življenje ti meče nove izzive in ti meče 5 ali pa 10 kilske uteži. Koliko lažje jih je dvigati, samo zato, ker se enkrat dvigne že 100 kil. In zato si želim in hodam in obnavljam, ker tudi mišice treniramo, jih obnavljamo. In če se zdaj spet malo vrnem, se pravi, specialci res poskrbijo. So z razlogom specialci. In jim kapo dol in sem jim hvaležen, da sploh dajo to možnost tudi v Sloveniji. In 12-urni izziv, jaz iskreno nisem vedel, kam grem in na kaj grem. In jaz sem prišel tja pripravljen -3. Bi rekel -3. Bilo je treba že samo za ogrevanje, zato da sploh sprejeti, je bilo treba narediti 50 sklec, 50 počepov, 50 rebošnjakov, po 2 minute imaš. In v 11 minutah preteč 2 km 400. Vse je bilo lepo in prav, dokler nismo prišli do sklec. Res, ne bi rekel, da sklece stari. Jaz jih nisem mogel stisniti. Prav 2 minute 50 sklec. Tako. In jaz sem bil takrat fizično toliko pripravljen, da sem jih naredil 30. A de? Matej je bil zraven, jih je štel in ko me je inštruktor vprašal, koliko jih je bilo, pravim jaz 50. Suvereno. Matej je prav zih, sem rekel, bod tih, bova že preživela, bom že stisnil zobe. Poznam se, vem, koliko dejansko fizično premoren, ker vem, koliko je pri meni psiha močna. In vem, koliko grem lahko čez samega sebe. Tok se že poznam. Ampak tisti trenutek jih nisem mogel 50 stisniti. In sem preživel teh 12 ur, res je bilo peklenskih, nič ne rečem.
Zato na 24-urno, ki sem prišel pripravljen. Daj me pel na začetek 12. Kako se začne? Kva se dogaja? Pač pel me čez teh 12 ur, kako izgleda, kva si doživljal, zdaj, ko nazaj gledaš, tako bo po moje zanimiv tudi zate. Ja, itak. Kva sem doživljal? Se pravi, prvi je bil definitivno strah. In to močan strah. Pred? Že pred, definitivno, ker mnogi že odpadejo, sploh ne pridejo. Ja. Iščejo izgovore, normalno. In zato pravim, da vsak izgovor je dober, tudi če je slab. In ker sem se zavedal, da nisem pripravljen, ker sem videl, da res ne morem stisniti niti 50 sklec v 2 minutah, je prišel šok. In pa mi še Matej pogledal in nekako na Mateja gledam še na svoj način. In je pogledal tako zaskrbljeno, sem bil tako, ok, zdaj sem sam še dodatno začel spodbujati strah znotri mene. Sem rekel, ma ni šanse, ne grem, ne odneham. Pač trmast sem, to imamo v družini in hvala dedu za to. In pa sem preprosto začel biti s tem strahom in z izkušnjo v izkušnjo. Začelo se je 12, kaj že 2 let nazaj. Začelo se je z hojo. Ni se začelo s hojo, spomnim se. Začelo se je z dodatnim strahom. Strpali so nas v kombi in so nas pripeljali na čist neznano lokacijo. In preden smo prišli ven iz kombija, so nam dali v čisti temi noter, to, ker rečem kombi, da boš dobil občutek, transporter, ki zadaj nima sedežev, pa neč, to je kason varianta, noter natrpajo kaj govedo. Smo se še vmes norca delali, ko če prijemo zdaj nekje čez mejo ven, se ni ben vedo, kje je. Tako da ja. Tam so nam izmetali maske not in pa smo prišli ven z maskam na glavi, neč nisi videl, kje hodiš, samo držal si unga badija pred tabo, a badi za tabo se te držal. Čaki maske, kakšne maske? Črne maske, čista tema, da ne vidiš, da ti nič ni jasen, kje si. Pa smo dali maske dol in pred nam so stali 3 gorile z maskam, samo oči, pa usta ven. In ko se je začel psihičen pritisk, ko je napolno ustrahovanje in koliko greš lahko čez samega sebe, koliko si dovoliš tisti trenutek začutiti strah. In jaz vem, da nisem tisti trenutek premaknil pogleda, jaz sem bil fokusiran, naravnost sem gledal, sploh nisem odmaknil pogleda. Mi še na koncu rekel, kaj s tabo? Sem rekel, nič, poslušam. Prav zakaj ti ja gledaš? Sem rekel, zato da lažje poslušam. In me je pustil pri mir. Bravo. In pa so dali maske dol, smo jih saj spoznali. To je bil samo uvoden strah. S kakšnim namenom? Kontrole? Ne. Jaz bi rekel s tem namenom, ker malo je šel humorističen strah že v kombiju ven. Se je oblikoval kot humor. In pa so ga še dodatno zarezali. In v življenju se zelo malo stvari bojimo. Oziroma malo opazimo, koliko se bojimo. Bojimo se veliko, samo ne vidimo. Je strah dostikrat vodilo, da nas pri stvareh ustavlja, da ne naredimo tistega koraka, ki ga želimo narediti. Tudi sam vidim pri sebi. Večkrat. In še dodatno ustrahovanje. Potem smo dobili badije, ki smo jih dobili naključno. To nisi vedel, koga boš dobil. Samo dobil si ruzak, gor je bil ime, en je imel ruzak, drugega ni imel. To so bili tako hudo prazni ruzaki. V enemu so vreče, v enemu so vezice. Kaj pa bomo? Hitro smo zvedeli, kaj bomo. Šli smo par metrov naprej gor. Je bil nasip makedam. Smo nasipali noter pesek. 20 kg je bilo treba nasuti noter v ruzak. Itak je bil razpad sistema. To nismo vedeli, nikje imaš glavo, ampak to je tisti zabaven del. Koliko v tej stresni situaciji, ki se vse mudi, koliko ti lahko ostaneš prisoten in opazuješ, kaj se sploh dogaja. In itak smo bili furjasti in smo nasuli še eno vrečo preveč.
In tle ni popuščanja. Pač. Dobili smo 10, mislim, da nas je bilo 20, pa smo dobili 10 vreč. Mi smo jih nafilali 11. In smo rekli, ja, se lahko eno odpremo, pa stresemo ven. Je rekel, ne, ste jo že nafilali. Dajte jo v en ruzak. In takrat lahko rečem sam, da je bil eden res spreman. Hvala Bogu za njega, ker on je nosil teh 40 kil še pa još. In to so nas pelali v tak hrib gor. To je ta vojaška varianta, ker ne iščeš poti, ampak sam veš, kje je točka A, pa kje je točka B. In samo naravnost. Samo naravnost. Unte najbolj strm klanc gor smo rinali po vseh 4, vsi blatni. Vmes te še malo zajbavajo, jaz gledam zajbavajo. Psihično te probavajo. A ne bilo bolj doma biti. A ne bilo bolj, zdaj, glih Roglič je bil takrat ful popularen, oziroma se je še smer verjeten. Ja, pa bi zdaj počival, pa bi ga gledal, pa zmago bi lahko videl. Sem rekel, se tom naredil, kam dam prišel. Bom pogledal za nazaj. Vedel sem samo eno stvar. Če odneham, imam videl eno zmago, ki mi je veliko bolj pomembna. Lastno zmago. Tako da ja, in... Ok, na kakšni točki si bil kle mentalno? Torej, po tem prvem, ko se začne ta prvi napor, ko moraš prvič iti čez sebe. Veš, po moje ta najtežja, ne? Taj 10% bi jaz rekel. Ja. Imel sem že to izkušnjo in vem, kako je, zato mi ni bilo problema. Če malo podam, v vojski, ko sem bil, sem prišel do tega ekstrema, da sem imel zaprte oči. Ker če sem imel odprte oči, se mi je vrtel, pa marsikaj sem videl. Zato sem raj zaprl oči, moči nisem imel nič in sem samo prevzigval noge. In on, ki je bil za mano, me je rinil naprej, da sem spohodil. In tam sem spoznal, ko grem lahko čez samega sebe, kje so moji limiti. In zato mi dejansko čez teh prvih 10%, ker ti res začne delati samo, a ne bilo bolj, da bi doma ležal, ne bilo bolj, da počival. Nehi. Ja, pa kaj mi tega treba? Ta je najbolj tak popularen. Jo, zakva sem tukaj? To je sam ego, ne? Ja, definitivno. To je sam bolečina. Nič drugega ni. In pa pride, joj, pa to me boli, pa uno me boli, pa telo ne zmore. Majster. Pa prehladil se boš, pa ne vem, kako se, ja? Pa vprašaj se, kdo v resnici ne zmore. Ja. Telo marsikaj premore, sam mi mu ne pustimo sploh dokazati, da nam pokaže. In ker sem glih pri tem, probimo malo kdaj videti iz cone obdobja pa videti. Se sam lepo omenjal na prvem podcastu, ker si hodil čez te fizične napore, pa se rabo čokoladca pa to, ampak si šel čez in se zavejaš, kaj vse telo zmore. Čokoladca, rabo sem bruhat, star. Hvala Bogu sem imel Turka zraven, da je malo prej ustavo, pa mi dal čokoladca. Ja. In veliko je teh, če zdaj čistko življenjsko pogledam, to je na večjih nivojih. Kolikrat dobivamo izzive, ne vem, že sam razgovor za službo. Ljudje dobijo čist iste občutke. Isto jim rata slabo, direkt, koliko se rekel. Moram bruhat, ja, stres je v telesu. In koliko si dovolimo tudi fizično biti aktivni, da sploh lahko čutimo telo in da lahko čutimo, kva se dogaja, zakva se dogaja. Pa koliko prostovoljno želimo iti v te občutke, a ne, kjer nam je težko. Yep. Ta je ta glavna. Govoriti o tem je easy, ne? Zdaj se mi da lahko easy pogovarjam. Ja. Jaz opisujem svoje izkušnje, ti meni svoje, pač ja, hudo, stari, svaka ti čast. Yep. Ker si pa ti noter, stari, pač mislim, večkrat, ker si noter, pol je nek glas od zadaj, ki je tako lej, pač se si že zdržal to, se bo šlo česa, ne. Se bo minil, mislim, dej meni pomaga pač, dej fokus na jajca, ne. Tudi. A veš, pa sploh ne veš, kva točno čutiš v tistih trenutkih, sam pač ne razmišljaš pa o tem, koliko ti je hudo. Ja. A ne? In ful lepo, ker zglih omenil, če še malo zraven podam, to je prva čakra. In to je dejansko kreativa življenja v bistvu. Iz tam se zgodi življenje. In zelo lepo so omenil to, da greš, da že poznaš in si bil že čez. In tako, ker so se v štartu pogovarjali, zelo lahko je biti pameten,
ko si enkrat že čez. In večkrat, ko gremo čez te napore, ali čustvene, ali fizične, ali mentalne, kakršne koli, bolj dobivamo možnost tega odmika in opazovanja sploh, kaj se z nam dogaja. In čutiti, kaj se z nam dogaja. In biti prisoten pri tem. Tako da ja. Od tiste točke 10 postov, ki si rekel, zdaj lezete v klanc, da ti dam nazaj na kontekst, da te vrnem. Ja, lezete v klanc z 20-kilskimi ruzaki, kaj se zatem zgodi? Zatem se je zgodilo, da smo prišli na vrh, kjer je bila ravnina. Vmes milijon zgodb v glavi, več se jih iskreno ne spomnim. Ampak spomnim se unga občutka, ko hodiš njihov tempo. Tle ni, da ti izbiraš tempo, ampak njihov tempo hodiš. In samo zaslišaš zadnje dva naprej. In ti tečeš mimo tiste vrste. In niti nis partekal do konca, kaj on že zadrl se zadnje dva naprej. In to smo delali lep čas. In ko smo dobili prvo možnost za počitek, smo dejansko že vsi sam dol padali. Kaj hruške bi rekel. Po koliko časa je bila prva pauza? Ful težko rečem. Ja, nimaš feelinga? Ne, tam oduzamejo ti uro itak. In izgubiš občutek za čas. In ker si toliko aktiven, zgubljaš ves občutek za čas. Ker zelo zanimivo je, ko smo nekje res noter v neki situaciji, kakor je recimo primer mrzla voda. Ta je zelo tak dober za primer. Ker prideš v mrzlo vodo, ker te zajame panika, preden umiriš dihanje, preden priješ k sebi, preden spoznaš, da v bistvu to je ful dober občutek. Na koncu dojameš, to je bilo zelo 10 sekund, ne, majster, ti si že 3, 4, 5, 6 minut noter. In pa je tako, odkje, kako se je čas spremenil. In isto je tukaj. In zgubiš občutek dejansko za čas. In ne moram reči, kdaj smo sploh dobili. Vem sam, da smo dobili. In pa je sledil nov preizkus. Preizkus zaupanja, bi rekel. In sicer ponudili so nam solzivec. In ta je bila zanimiva. Kako ponudili? Kako ti nekdo ponudi solzivec, majster? Kaj to pomeni? To pomeni, ful humoristično je to. To je prostovoljni mus. Se pravi, dobiš možnost, da vzameš, ampak ne se nazaj vzeti, ne biti, ko bi rekel, nočem uporabiti izraza na P, ker ne želim biti toliko žaljiv, ampak mehkužen. Ne biti mehkužen, hvala ti. Ne biti mehkužen. In ti nalijajo dejansko solzivec v roke, še danes se spomnim tistega pekočega občutka, že dlani začnejo v trenutku peči. In prav inštruktor si pa samo malo namašte po obrazu, pa malo okrog oči. Matejo pa še njegovemu badiju so bili malo bolj pametni, so rekli, daj še noter po očeh pomani. Ja, fanta sta poslušala, ko nimam drugega za reči. In sta si namazala tisto da se bila 3 ure slepa. In tam je prišel res, tako kot sem rekel, zaupanje. Zaupanje, prvo to, da vejo, kaj počnejo. Ti zdobo eno kodo, ki si jo rabo zapomniti, in v tistmu, ki si iskal slep, ta zaboj, je bil ti ta koda prav prišla zaradi tega, ker je bila noter tekočina, da spereš to dol. Dejansko to, da spereš dol, ne pomaga. Pač to je bullshit. Pomaga samo to, da preprosto čakaš. Njokaš čim več. Ja, da si preprosto s tem občutkom. In manj, ko paničarš, manj, ko drezaš oči, peče, pa maneš vse skupaj, boljše. Kako bi primerjal bolečino oziroma občutek neprijetnosti, ki ti ga da solzivec? Če bi si kaj čili dal v oči? Tako nekaj, ki je mogoče kdo že doživel. Ja, da bi imel primerjavo. Iskreno ga težko najdem, ker je svojevrsten, ker je zadeva taka, da se ti užre noter v kožo in poprije še dodaten bonus, ker
cel cajt švicaš Mm. in ta znoj teče po tebi dol. Fuck. In to je bila na koncu je bila že majica tista, ki je pekla. Že samo občutek majice na sebi je pekel. In pa so nas peljali dol po hribu, po enem klancu, res strm klanc. Vedeli nismo, kje hodimo. Trije so videli, ker drugače deluje. Ne prime vsega isto. Aha, Ja, imaš ljudi, ki so dejansko odporni na solzivec. ok. Jaz nisem, žal. Bi rad bil. Ampak nekaj znotraj mene je samo bilo, da je čim hitreje zrihti, ker rabaš videti. Mm. In meni jaz sem imel glih to srečo, da moj buddy vse videl. In jaz provam se čim hitreje znebiti tega občutka, da bi lahko videl. In v tistem trenutku to, kada je vesolje vedel. Meni uspe na eno oč videti. Kolega ne vidi več nič. In pravim jaz, kva je narobe? Prav jaz imam leče. In on je pozabil povedati, da ima leče. In kva se zgodi, ko imaš leče? Ja, prije solzivec pod lečo, je vse v redu. Ja, Ko pa enkrat pride pod lečo, uč dela solzo, zato da bi spucal. In ker ne more spucati, se pod lečo samo vrti. Fuck. In je bilo sam še huj za njega. In ko smo prišli dol, je bil že na točki, da odneha. A kle prije pa trigger zame. Ker če odneha buddy, ti izpadeš. In jaz sem bil takrat ko majster. Jaz sem lagal tam, da sem naredil 50 sklec, jaz ne grem domov zar sebe, še manj pa zar enega drugega. In inštruktori ga prepričujejo, ker je povedal, da ima solzivec in prepričujejo ga, da ne samo s prsti fizično prime uč, ne ga da narazen, ker sam ga ne boš odprl. Dejansko ga moraš z rokam prijeti zgornjo veko, spodnjo veko in dati narazen, da ti vlijejo mleko noter ali pa vodo. In on ni verjel. On je rekel, prav meni v mojem umu je bilo točno ta zaupanje, ki sem ga omenil. Se to, ne? Je prišel, se pravi, enkrat so me nategnili, da sem dal to vase, in zdaj me ne bojo še enkrat nategnili, da jaz to Da je še naredim. Ja, da je še huj. In je rekel, prav iskreno sem tebe na koncu poslušal, ker si rekel, prim pa da je narazen. In Te koliko pa še malo, zaupal, a? ja, in koliko malo je treba, da iz enega popolnega neznanca, ker midva se nisva poznala, priješ čist do res bolj pristnega odnosa, prijateljstva, kakor pa z marsikakšnim prijateljem, ki ga že cel življenje poznaš. In tle bi mogoče podal glih to zraven. Čez različne napore v življenju, ki gremo, in če opazimo, kdo nas spremlja pri vseh teh naporih, s temi najbolj vzpostavimo vezi. In mi je zelo zanimivo v življenju, kako zelo hitro izgubimo občutek za te ljudi, in sicer, ko pride do določene situacije in začnemo izgubljati ljudi, različne faze razvoja življenja, drugega nimam za reči. In te preprosto ljudje zapustijo. Kako hitro začneš videti, kdo te vse zapušča, izgubiš pa prezenco, kdo je s tabo ostal. In tam sem jaz začel malo spreminjati svoj pogled na to. Dejansko zdaj dajem več fokusa na to, da opazim, kdo ostaja, kdo me spodbuja pri vseh teh mojih izzivih življenjskih. Zakaj pa ti je po naravi šel v pozornost, kdo te zapušča? Misliš, da je to splošno tako, ali si imel ti kakšno izkušnjo, zaradi katere misliš, da se je oblikoval ta obrambni mehanizem, oziroma, a ne? Ja. Iskreno bi šel čistko v otroštvo, in sicer starši rabijo delati in te peljejo v vrtec. In jaz iskreno nisem hotel biti v vrtcu, meni je bilo bolj biti z mati doma. In tlej začneš dobivati občutek zapuščanja. In moj prvi občutek, kjer ga se res močno zavedam, je, da sta se oče in mami pri 8 mesecih ločila. In ta bolečina je znotraj mene še močno živa. Veliko delam na tem dejansko, da jo raztapljam, in opažam, da dejansko ženske lažje sprejmemo svoje življenje, kakor moške. Samo zaradi tega, ker me je moški veliko bolj razočaral. In zdaj govorim samo
v očetu, ampak istočasno se zavedam tudi te moške energije znotraj mene in kako jaz na njo gledam in kako sem dejansko strog do te energije. In če še zraven malo podam, tudi na delavnicah je zelo zanimivo opaziti. Jaz imam občutek, da sem in na moški in na ženskih podoben, kar se športnega dela tiče. Ampak ženskam izpadam igriv, moškim pa izpadam zafukan za popil. Kako igriv izpadeš? Na kakšen način igriv? Ker jim je smešno, ker ni znotraj mene strogosti do ženske energije. Sem jaz preprosto igriv, lahkoten, plešem dejansko. Tam se zabavam. Ker sem pa z moškimi, pa ker vem, koliko sem strog do samega sebe kot moškega, sem isti pa je tam, do fantov. In začutijo, tale nas bo ubil, tale nam bo ne vem kva. Ma ne bom. Samo spodbujal vas bom, da prijete čez. Tako, ker sva prej se dotaknila teh 10%. Ker vem, koliko so te blokade uma. Škoda je, no. Res je škoda. Ja, mislim, jaz sem te na Tribe, to, kar govoriš o delavnicah, to so Tribe delavnice, ti si eden izmed facilitatorjev, čistko za kontekst poslušalcema, ne? Ja. Pa Matej, ki si ga večkrat omenil, Matej Turk, še malo konteksta. Ja, da se ve. Ko se tako pogovarjaš, mi to veva. Ja, v glavnem, sem te jaz tako, težko sem te sprejel kot avtoriteto, ker sva se odprej poznala, ne? Ampak dejansko sem razumel, kaj delaš in tako, kakor si mi šel na živce, je bilo zraven neko tako spoštovanje, da se toliko poglobiš v to vlogo, da mi greš na živce, ker to je dejansko tvoja naloga. Točno to. Da zbodeš. Če me ti ne bi zbodil, ne bi svoje naloge delal dober, ker bi jaz v tebi videl zaveznika. Ti si pa tam v tisti situaciji nisi moj zaveznik. Ti si taka mi govori, da nimam zaveznikov, da sem sam in da pač nimam, da grem lahko tudi, da lahko neham. Tako. In če tle še malo podam, lepo si trigger omenil. Jaz tle samo predstavljam nek glas znotraj vsakega posameznika, ta glas, ki vas sabotira. In ti si lepo omenil, koliko mi gre ta glas na živce. Sicer ti projicira na ven, jaz sem ti šel na živce. Ja. Ampak sem ga bil navajen, veš, jaz sem to že iz športa imel. Jaz sem imel trenerje, še eni trenerji pač niso bili človeški, tako. Pač to je bilo uno, pogovarjali se bomo. Ajde, gremo laufat. In si cel trening laufa fucking kroge. Nisi žoge brco ali pa meto ali pa lovil, kakorkoli. In burpi in poza ljubezni je bila, ne ena. To je bilo tisto ob steni, ki greš pol počep, ne. Poza ljubezni je bila poimenovana. Posod sem imel to, ne. In zdaj, ko nazaj gledam, hvala jim. Vsakmu trenerju posebej hvala, stari. In tudi tepa, ne. Tako, da to ti tega takrat kot otrok, najstnik, moški v razvoju, ti to dojemaš takrat kot pač trening, igro. A ne? Zdaj, da bi mi en rekel sred pisarne, ajde, gremo ob steno, bi rekel, ko si ti prizadet malo glavo, a ne? Pa bi bilo tudi dobro, v kjerenkoli okolju, da bi vodja lahko dejansko na tak način, a ne? Ljudi spodbujajo, da grejo malo čez sebe, ne takrat, ko oni hočejo, ampak takrat, ko pač situacija pride, a ne? Ja, definitivno. Pa tudi tako, ko si glih omenil pisarno, pa to, bi dejansko pomagal, ker bi fizično telo aktiviral, in bi ne glede na to, koliko si utrujen, bi začel popuščati. Ker doskrat, sploh če grem tako pogledat sebe, ker sem iz službe prihajal, sem bil crknen. Bil sem dejansko crknen, ampak delal sem nekaj, kar je samo rabo delati, ne telo. In zato sem dejansko rabo jeti poj ali fitness, neko dvigovanje uteži, ali pa teč, ali pa košarka. In je bil telo aktiven in ne glede na to, da je bil utrujen, telo je bil še vedno spočit. In ko sem aktiviral telo, je da bi prišlo do nekega ravnovesja. Sem spoznal, da v bistvu niti nisem toliko utrujen, ampak je samo glava tista. In ko si fizično aktiven, teža glave začne popuščati. In glih včeraj sem imel en pogovor z eno gospodično, ki je rekla, ja, ampak se tako težko spravim telovaditi. Sem rekel, pojdi na sprehod. Pej saj malo pejti v gibanje. Prav, ja, ampak, veš, skozi so neki izgovori. Sem rekel, razumem. Pa sem jo pa malo drugače zapeljal. In sem jo, pač, ker vem, da ima otroke, sem jo vprašal, kako se spočutila
ko si kot mamica v voziček skozi okrog vozila. Prav, to so bili najlepši časi, ker sem skozi. Prav to je bil, glava je bila prazna, to sem sam voziček porivala okrog, prav to sem se tako dobro počutila. Sem rekel, no zdaj, ko se spomniš tega občutka, se zavedaš, da si samo hodila. Rekla, prav zdaj smo res zadev, zdaj grem direkt na sprehod. Sem rekel, ja, to je to. Samo pozabljamo, kakšne občutke imamo. In treba se jo opazovati, kolikor se le lahko. Ja, mislim, obdobje je pizdarija, zaslepite in hitro te potegne noter, veš. In če nimaš dovolj neke, nočem reči samo discipline, ampak notranje motivacije, da se zavedaš, da lih takrat, ko se ti ne da, moraš vseeno iti, če nočeš pač padati v to past obdobja, ker vse, kar se okoli dogaja, trenutno, v kateri fazi lifea smo, razvoja, človeštva, kakorkoli, ti govori, ne rabiš, stari. Gut je, sed na kavču, ti bo volt prpelo. Ja. Ne rabiš, nikamor ne rabiš iti. Ti sam doma bod pa televizijo, glej, kul je, lej, vse boš dobil. To na dom, na dom, tret na dom, lej, vse boš dobil. Pa sej, če tako pogledava, eno od teh marketinških, ki zelo dobro deluje, je, kako človeku spodbuditi lenobo. Zato je volt toliko uspešen. Pa verjetno še kakšna, ki mi zdaj ta trenutek ne pride na pamet, ampak ja. In hvala Bogu iskreno za take stvari, ker nam prav pridejo na določenih področjih in ne želim, da ljudje dobijo občutek, da je to zdaj vse slabo. Ja, bravo. To je zelo dobro, ker te lahko razbremenijo, da lahko počneš druge stvari, ki so ti pa bolj prioriteta. Tako. Sam bolj je problem, če ti poj priješ do tega, da ti toliko začne dišati, da dejansko ne delaš nič. To je pa bolj druga zgodba, ja. Ja, ne, dobro si to izpostavil, hvala ti. Se strinjam, definitivno ne smemo pač, tudi tehnologija in AI in take zadeve, ne. Hitro pride glas, vse to je slabo, mogli bi biti nazaj prav ljudje, ne, živeti z naravo, da pač dajmo malo biti realni, ne. Ja, ne, ker sem glih to izpostavil. Zelo nas je strah, tle je spet strah, saj zame. To je nekaj novega. Nekaj, kar moj ne pozna in bi najraje videl, da je samo tako, kar je bilo. In ne bi nič spremenil, ker tega se dejansko najbolj boji spremembe. Ampak v življenju glih to potrebujemo, ker edina stalnica so spremembe in rabimo spoznavati različne ekstreme. Ja, pa se naučiti biti zavesten ob teh spremembah, a veš, ker se mi zdi, da dostkrat se neke spremembe uvajajo od teh, ki hočejo kontrolo, a ne nad ljudmi, se neke spremembe uvajajo čistko potiho in tist, ki ni zbojen, a ne pa vsemu pač reče samo ja, pa ok, pa to je dober, pa on je dober, pa novice so to rekle, itd., zdaj bom jaz tudi to delo, a ne. Ker naenkrat rata ujetnik nekega sistema, ki sploh ne ve, zakaj obstaja, na kakšen način deluje, živi resnico drugih ljudi, nikoli se ne vpraša, kako se počutam. Počuti se tako, komu drugi rečejo, da se počuta, ne. Ja, pa vem, da ste zdaj vsi depresivni, pa unoga, ja, jaz sem tudi, res sem, res. Tle je zelo zanimivo, kaj opisuješ. Ljudje gledamo ta kot sistem, gledamo izven sebe. Ampak mi smo del sistema in če začnemo spoznavati, da ta sistem je plod naših misli, so naše misli, da je dejansko. In mi tako delujemo, zato sistem tako deluje. Mi podpiramo ta sistem. Točno to. In mi to želimo. Hočeš, nočeš, enemu delu nas to dejansko odgovarja. In zato pač furamo tako. In ko si omenil, da nam še pojo sidra, kako se počutimo. Ja, ljudje dejansko ne čutijo toliko dobro svojega telesa. In ker ne čutijo svojega telesa, jim je toliko lažje usidrati, kako se on počuti. Ja. In zelo zanimivo je, ker si zelo lepo omenil depresijo. Prihajajo glih tej časi, zima in to. Takrat je to toliko popularno, ker se nič ne dogaja in si doma in si s temi občutki. In ker ne poznaš teh občutkov, imaš občutek, da si depresiven. Ni nujen, da si, daleč od tega, samo občutki so in jih je treba malo spoznavati, kjeri so.
Ampak tega nas nihče ne uči, ker to je vse odvzet. Že sam z vzgojo. Že z vzgojo veš, da sploh ne smeš čutiti določenih čustev. Oziroma nedoločenih. Enga loh. Loh s vesel. Vse ostalo je prepovedan, oziroma prepovedan. Vse ostalo se je zato, ker starši niso znali, niso bili naučeni in jim ne gre zameriti. Niso znali s tem shendlati. Joj, tale pa joka je žalosten, dajmo en bonbon, ga malo podpri. Vse ga podpreš, nič ne rečem, sam pa hiter prijem do vzorca, da se zatekam v neko odvisnost od nečesa, ali v hrano, ali v cigarete, ali alkohol, nima veze. Samo zato, da neki dam, nek dopamin samemu sebi, da zatrem ta občutek. Zato, da ne pride ven tisto, kar se skriva znotri mene. Vse tudi sam to počnem. Ja, enako. Bolj, ko se o teh stvareh pogovarjam, bolj razumem, da tudi ko delaš pač na sebi, pa mrzla voda, pa treningi, pa spanc poštimati, prehrano poštimati itd. So določeni trenutki, kjer se zasačam, da je znotraj mene neka potreba, da nekaj dobim, v bistvu pa vem, da tega sploh ne rabim. Ampak zakaj pol ta potreba obstaja? Kaj jo je ustvarjalo? A veš, kaj mislim? To recimo je pri meni je bilo to, zdaj, ko sem sober oktober, pa vem, da je ta epizoda zdaj konc decembra vam pride, ampak to snemava konc oktobra. Nima veze. Sober oktober gre k koncu, in jaz sem fuge skenslil zdaj spet in jih dejansko ne pogrešam, Ne pogrešam. Medtem, ko en mesec pa pol nazaj sem bil pa tako, ne, pa zakaj bi to sploh nehal, ampak zdaj jih pač ne. Pomislim pa, ko recimo sem videl zdaj nekoga drugega, kaj za basu, sem bil tako, kva bi sedel. In sem tako, iz kje zdaj to? Kako ti vidiš ta glas, ki reče, kva bi zdaj to sedel? Različni glasovi so, tega se zavedava. Doskrat si sam omenil, bom šel mogoče celo tako. Doskrat si omenil, da eden posluša, glasove pa nešteto. In taka posluša lahko izbira. In lahko izbiramo trenutek, kjer te bo zadovoljil in ti bo za tisti trenutek vrhunsko. In zelo lepo si omenil, sem opazil nekoga, ki je do fuga, kva mi zdaj pasala. Pasala bi ti tisti trenutek. In tle sem zdaj spet malo na jih challenge, pa je kasneje vrnil. Lepa. Dal so nam na izbiro, zato da dobimo malo več občutka. Malo preskakujem, vem. Guci. Dal so nam na izbiro, ali nosimo traktorsko gumo čez pole 20krat gor pa dol, ali pa gremo v mrzlo vodo, v cunjah. In to je bilo že takoj v prvih 10 minutah izziva. To je 24-urni bil izziv. In meni je takrat prišla samo ena misel. Jaz sem vajen mrzle vode. Meni je to simpel. Ampak kvaj tle catch? Catch je to, da tisti glas, ki je bil znotri mene, je bil ne misel, da ta odločitev, ki ti bo ta trenutek lahka, bo lahka za naslednjih 24 ur. In isto je s to fugo, ki si omenil. Ki ti prije ta glas, ki upaste ta glas, sam pogledajte, ali vam korist za ta trenutek, ali vam korist za dolgi rok. In meni telovadba iskreno, meni, ki prije misel na nek fizičen napor, meni prije glas, to bo pa zdaj tako brutalno pasal, ni nujen. Prije tudi un glas, ki prije pa reče, Igor, danes pa utrujen, ne jad. In vsakič ga ne poslušam. Probam poslušati dejansko, kaj se s telesom dogaja. Ker telo ti pa res pokaže. Te kaj dejansko res fizično boli, ali se pa malo slabš počutiš, viješ, da obolehaš. Vzem si počitek. Ne rab še takrat forsirati. Veš, pa rabam zaradi discipline, ker če enkrat ne grem, bom padel iz svojega ritma ven, pa pad. Treba izpoznavati različne ekstreme. Edin tako boš najdel res sredino. In
Tako da ja, za to fugo, ki si omenil, tisti trenutek. Kjerkoli odvisnost, ne? Točno to, ja. Ali pa kjerkoli odvisnost. Se vsi vem, gremo v alkohol. Imam izkušnjo te teme, ki se toliko napiješ, da se nič ne spomniš. Enkrat v življenju sem si jo dal. Meni dejansko alkohol ni nikoli toliko pasal, zato ga tudi ne pijem. Ampak ja, tisti trenutek ti da nek občutek, iz sebe izhajam. Jaz sem dobil občutek nekega superheroja. Rato sem pogumen, rato sem glasen. In je prišlo vse ven, kar sem zatiral. In bi alkohol dejansko na nek način še celo spodbujal, če bi bila možnost, da se spomniš, kaj je bilo, kaj ti je odpiral, kaj je bilo tisto, kar je bilo potlačen znotraj tebe in je prišlo ven. Ampak alkohol naredi zraven še to, da ti poje zamegli in ti zbriše to. In že on ne moreš biti zraven prisoten. Tako da ja, bi bilo dobro imeti nekega terapeuta zraven ali pa ne vem kva, nekoga, ki bi ti malo osvežil spomin, kva je šlo ven. In da ti dejansko poje vpraša, zakaj zatiraš to, kva skrivaš, česa se bojiš. Ker na koncu, ki gremo gledati, belke ne je v zadju strah, da kaj ven ne pride, bojimo se pokazati, kdo smo. Hitro mislimo, tam je najboljše. Hitro mislimo, kva si bojo drugi v nas mislili. Ja. In to misel, če jo malo res dobro poslušaš, je zelo egoistična misel. Ker kaj si bodo o meni mislili? Se pravi, je misel o meni. In če vsi to razmišljajo, ker večina znotraj sebe itak ima ta glas, pa spoznaš, da dejansko vsi vse mislijo. In dejansko tako, ker sta imela Selakovičem, ki je zelo dobro rekel, vidimo preko svojih filtrov. Ja, to me je zelo všeč od Klemna. Ja, in dejansko tako je. Ja. In vidimo preko teh filtrov. In vidimo sebe. Vedno misliš in si pameten za nekoga drugega. Lahko si pameten za nekoga drugega, ampak nimaš pojma, kakšne filtre ima. Čez kakšne borbe gre. In zato toliko spodbujam, da sploh začutiš človeka. Ampak da ga pa začutiš, moraš pa sebe začeti čutiti. Telo. Ja. Pa neko zavedanje, da toliko ljudi, ki te pozna, oziroma ve, da obstajaš, toliko verzij tebe obstaja, ne? Torej, ti mene vidiš v neki lastni obliki čez svoj lasten filter, ne? Tako. In ta zgodba mene, ki je nastala pri tebi, v tvoji izkušnji z mano, je drugačna kot zgodba od Amadeja, ne? Ali pa od Žbeta, ali pa od moje mami, ne? Definitivno. To je čist druga oseba. Ja. Mi pa z našim egocentričnim delom sebe mislimo, da bi vsi mogli imeti o nas tako zgodbo, ki mi mislimo, da je resnična, in tukaj se pol začnejo problemi, da jemljemo osebno. Yep. Ker mi lastna pričakovanja, kako bi nas drugi mogli videti, projeciramo na druge. In jemljemo stvari osebno, če se oni z njim ne strinjajo. Kaj mi govoriš, da sem tak pa taka? To pa ni res, Igor. Zakaj mi to govoriš? Zloben si. Ja, in pa hitro prijemo do tega, da sam branimo svoje stališča. Tako. In začnemo spregledati možnost, da ko pa če ima en del pa mogoče prav. In ko prideš do tega, da si pripravljen sprejeti mnenja drugih, pripravljen sprejeti resnico, in ti se mi zdi, da si eden izmed takih ljudi in to zelo občudujem pri tebi, da je resnica sveta, da je tako verjetno si v preteklosti, tudi jaz sem. Prodajal neko zgodbo sebe, zato da bi izpadel boljši, ali pa da bi prišel na X challenge. Ja, pa še zmerijo ljuba duša. Ja, ampak globoko v sebi imaš polno zavedanje, pa sej, tudi če drugim lažem, jaz vem, kaj je resnica. In ne vem, saj pri meni je prišel do te točke, da pač nimam več občutka, da bi rad lagal. In mislim, rad lagal. Nimam več, sploh nočem več tega delati. In to so majhne situacije. Ali skenslati moram en sestank. Ja. In jaz že napišem. Ne morem, ker se je zgodilo to pa to pa to. Lih zanj se mi je to zgodilo. Na sprehodu sem bil malo in sem mogel pač produžiti sprehod zaradi neke situacije in sem že napisal, ne vem, nek ful dober izgovor. In sem pogledal na telefon in sem bil tako, wow, kakšno dobro sposobnost laganja imam. Jaz sem tukaj zdaj prodal tako zgodbo,
tako, sploh noben ne bo pomislil, da ni res. Ampak jaz vem, da ni. In sem zbrisal in sem napisal samo, žal bom mogel prestaviti zaradi osebnih razlogov, a se lahko prosim, da biva drugič. Zakaj je potreba potem, da upravičujem z neko lažjo moj zamik sestanka ali pa karkoli drugega, veš? Ja, In tle bi dodal to. je lažje. Ja, iz otroštva smo se naučili tudi lahko bele laži. Ja. To je v bistvu laž oziroma resnica zavita v nek celofan, zato da malo lepša pride ven. Neškodljiva laž. Tako. In stvar je v tem, da nas je strah biti iskren, pokazati tako, kot je. Meni zato, ker si zdaj glih omenil, se spomnim v vojski, ki je bilo treba pospraviti sobo in sem jo zglancal v nulo in je bilo treba še prah iz omarc pobrisati in jaz pač nisem toliko velik in sem pobrisal, kolikor sem dosegel. Ki je prišel 10-nik noter v sobo, prav je pripravljena soba za pregled, sem rekel, ja, je prišel gor, on je splezal na poslo, pa je gor na okensko polico, zato da je z roko potegnil iz omarce in je prišel in tako udari in itak se je prah pokadil dol in prav meni, kaj je to? In meni je že prišla zgodba, da ne mu obrazložim točen, kaj se je zgodil, da mu povem, da nisem dosegel in sem mu sam rekel, tisti trenutek sem sam zavedel se eno, povej tako, kakor je. In to je bilo, zafukal sem. In mene on sam pogleda in pravi, ja, točen to, zafukal si. In je šel naprej. Dejansko ni bilo nekih težkih posledic, vsaj ne na ven. Znotri mene so bile hude posledice, ker mi je bilo nelagodno povedati to, ampak je prišel poj občutek osvoboditve. In naslednja soba je imela isto situacijo, tam pa niso rekli, da so zafukali, je rekel, ja, veš, nisem dosegel. Rekel sem, da 50 sklec, pa so šli dol, pa so šopali sklece. In tam sem se naučil, tam je bilo iz vojske res všeč, tam sem se naučil prevzemati odgovornost za svoje dejanja in nositi posledice teh. Ker ne glede na to, kolikrat v življenju probamo delati nekaj dobrega, naredimo tudi napake. So del nas. Zaradi tega, ker so določeni deli nas, ki so ranjeni, še iz otroštva, iz kjerkoli, in preprosto naredimo napako. In pa nosimo posledice. In ne da gremo v vlogo neke žrtve in to dajemo, projiciramo na ven, pa zakaj se meni dogaja, soočimo se s tem. Zato pravim, ven iz cone udobja, ker je na večjih nivojih. To, kar si zdaj omenil, torej nositi posledice, pa biti odgovoren za svoje dejanja. To je nekaj, kjer se meni še zdaj sram aktivira, ko prejšnje različice sebe vidim, kako sem vedno nekako bil zraven za pizdarije, če so me pa dobil, sem bil pa ta prvi, ki se je začel prelizvati, da bi dobil takojšnje odpuščanje. Nisem znal biti s tem ok, da je nekdo hud name, da je nekdo jezen name. In še zdaj, ko o tem govorim, recimo, čutim mal neprijetnih občutkov okoli prsi, okoli trebuha. Ker dejansko si mislim, da še nisem čisto odpustil, da sem takrat pač tako se obnašal, ker sem samo tako se znal obnašati. In zdaj, ko vidim nekoga, ki se na tak način obnaša, tako, jezen ratam, na živce mi gre. A veš, ne sprejemam ga. Točno to. Ker, zdaj, če te samo opitam, zakaj se ne sprejemaš? Ja. Zakaj zatiraš ta del tebe? To je bil en ekstrem, ki si ga spoznaval. Zdaj spoznavaš drugi ekstrem. In to je tisto, kar je najbolj probati opaziti. Imamo točko A pa točko B. Opaziti to distanco tudi vmes. Te spremembe, ki se dogajajo. Že zelo hitro pridemo, tako kot sem prej rekel, ker se enkrat odmaknem, takrat si lahko pameten. Ker si pa v situaciji, tam pokaž, koliko si pameten. Koliko lahko greš čez to. In tudi razumem, zakaj pride do tega, ker si rekel, pride do tega, da si jezen, ker vidiš to. Ja, ampak to je del tebe. Ja, mislim, jezen mogoče ni bila ta prava beseda, ne sprejemanje, bolj. Tako, kar umaknil bi se, kratko sem, pač tega pa ni šans, da to sprejmem.
ne najdem sočutja za tazga človeka, veš. Ampak zdaj, ko se mi je to parkrat zgodilo, sploh pri otrokih, ne, tam 10 do 15 let starih, ne, ko opazim to manipulativno obnašanje, veš, sem takoj tako stari, kva mi greš na živce tam malo, ne. Ampak to sem bil jaz. Točno to sem bil jaz, izvrsten manipulator, potuha, a ne. Pa verjetno še zmeraj na nekih nivojih. Ja, Sam ne opazimo. mogoče res, ja, mogoče res. Ampak zdaj mi ni težko si priznati resnice. Tudi če nekdo drug opaz, nimam nekega tega, da bi rekel obrambnega mehanizma, da bi šel braniti identiteto. Ne, to pa nisem jaz. Ne. Če si opazil, a veš. Sem opazil večkrat. Ja. In tle iskreno ti pa jaz rečem, da mi je občudovanja vredno, ker isto kot res, ki smo omenili, znam slišati. In tudi ti znaš slišati. In to se mi zdi ena izmed najbolj pomembnih, ki smo glih pri tem. Da ljudje začnemo poslušati, kaj ti nekdo govori. Ne da v glavi že kreiraš nov odgovor, ker pa ne poslušaš. Probi samo dejansko poslušati in slišati je pa naslednja situacija, ampak poslušati. Koliko bi bilo manj sporov, koliko bi bilo manj vsega, če bi ljudje poslušali. Tako da ja, in si definitivno en izmed teh, ki si lepo omenil, ker slišaš neko resnico o sebi in ne braniš stališča, ker se zavedamo vsi, da ni čist vse sveto, ker imamo vsi, vsak ima svojo resnico in vsak ima na svoj način prav. Samo probati slišati, kaj ti on s tem želi povedati. Res je, da bom rekel v 90% govorimo o sebi. Tistih 10% je pa zelo pomembnih, ker je dejansko zate. In tudi jaz se vedno bolj trudim slišati, kaj je zame. In tudi, ko predajam, ko govorim, probam slišati, kaj dejansko govorim sebi, pa kaj za nekoga drugega. Ni lahko itak, da ne. Ja. Mislim, ampak tako, če bi potegnil ven eno svojo lekcijo, kako je meni uspel, recimo, zamenjati način delovanja v tem smislu, ne? Torej poslušati, si upati sprejeti resnico, si upati povedati resnico, ne? Je bilo, ko sem družbo zamenil, torej ko sem najdel sebe znotraj recimo tribe družbe, preko Mateja. Ko sem začel videti svoje bližnje frendice, s katerimi se nisem družil, zato kar so. In ne konstantno razmišljati, kako se moram jaz njim predstaviti zdaj, da bom vstal v neki te zgodbi, ki je obstajala v tem času najstništva, da boš sprejet, da boš popularen, da boš ljubljen, da boš viden strani punc, da boš opažen. In v bistvu bolj začeti njih opazovati za to, kar so in kaj lepega vidim mogoče v njih, zakaj bi se rad z njimi družil. In videti dejansko prostor, ki se je začel ustvarjati za neko verzijo mene, ki je lahko prišla ven, ki sem jaz dobra, ki sem se počutil varanga, zares varanga. Ne varanga kot pavijan, ki ve, da se lahko tolče pa po prsih, a ne pa to, ampak varanga tudi v ranljivosti. In kdo ti dal to varnost? Ja, zdaj, res je, da sem si jo dal sam. Ja. Ampak primarno moški, s katerimi sem imel globje pogovore, zame je bilo to. Ženskami sem jih mogoče že prej imel, sodelavkami pa tako, smo kar odprli kakšne tematike, z moškimi pa ne. Z moškimi pa nikoli. Do Mateja, pa pol posledično tebe, Lukata, Nikole, a ne z Nikolo sva tudi veliko odprla. Ja. Ne, ampak ful lepo si omenil, nekdo ti je pokazal. In tle bom pa malo vrgel še nit na tribe delavnice. Se pravi, pokažemo ti. In ko enkrat vidiš. Preprosto, ko enkrat vidiš, ne moreš več, da ne bi videl. Kako si ti spregledal? Kako si ti videl? Daj mi pač to povej o sebi. Tega dela te še nikoli nisem vprašal. Ko si tvoja pot sploh nekako s tem prebojenjem začela? Začela se je tako, da meni bilo nič hudega.
Jaz sem imel lušten življenje, vse. Samo spoznal sem v fitnessu dve osebi. Eden je bil strogo discipliniran možakar, bi že rekel zdaj. Fant na 43 let, pa hod na tekme, men fizik, pa pobira nagrade, tako da stroga disciplina. A ga še omenil ali? Andraž Varal. Ta drug je pa bivši pripadnik specialne enote slovenske policije. Ne ga nam omenil, on se prepozna. In ko sem videl njega, mi je bilo nekaj všeč in nekaj znotraj mene tako deluje in to sem res si hvaležen, da opazim, kaj mi je pri ljudeh všeč in to želim imeti. In pri njemu mi je bilo marsikaj všeč, zato sem dejansko pristopil do njega in sem ga vprašal, da mi sam povej, kva delaš? Kva ti delaš? In on mi je takrat predstavil Ukanc, predstavil mi je prvo mojo psihadelično izkušnjo in tam mi je predstavila v bistvu kuj ta prvo travmo. In tisto, kar je bilo ta najtežji, se pravi, sama psihadelična izkušnja meni osebno ni težka. Meni, ne bom trdil za ostale. Ampak veliko težji del mi je integrirati v življenje po te stvari. Ker jaz sem tam videl, da imam neko zamero do deda. Danes vidim, da je ta zamera do očeta. Grem to globok že. In jaz sem šel do deda in sem dedu povedal, zakaj me je že 20 let ni v njegovem življenju. Od takrat naprej, z dedom božanski odnos, se ga veselim. Prej ga videti nisem mogel. In zato pravim, da težje mi je po tem. Nisem imel pa nobenega tazga vzvoda. Samo vedel sem, da to, kar počnem, me bo pripeljalo do iste točke, kjer so trenutno moji starši in nekaj znotraj mene je bilo pismo, jaz bi pa nekaj več. Pa ne govorim samo o materialnem. Rad bi bil bolj vesel, bolj zabaven, bolj igriv, bolj lahkoten. In razumem, moja mama je imela težko svojo zgodbo in je borbala čez to zgodbo in sem ji neizmerno hvaležen za vse to. Po moje še premalokrat pokažem, pa povem to. In zato, ker je ona zborbala, jaz ne vidim smisla, da še jaz isto borbam. Ona je meni naredila odlično podlago skupaj z očetom, odlično podlago, da jaz lahko zdaj počnem to, kar počnem. In se mi zdi, da tudi to malo pozabljamo pa. Zgubljamo nit, kako je bilo nazaj. Tako da ja, upam, da sem ti odgovoril. Ja, kaj bi rekel nekomu na situacijo z dedom, zdaj apeliram? Kaj bi rekel nekomu, ki goji neko zamero do bližnjega, torej družinskega člana, kakorkoli, kar veva, da je pač pogosto. In ne želi narediti tega koraka do pogovora, ne zna pristopiti. Vedno, ko se ta pogovor zgodi, gre isto, gre po isti poti. Torej, itak se na koncu pol še bolj spičiva in greva vsak svojo smer. Kaj bi nekomu na podlagi lastne izkušnje rekel, da ne je mogoče narediti drugače, da zgladi odnose? Kaj se ti zdi pomembno? V moji situaciji je bilo tako, da mi je bilo sila neprijetno jeti, pa prepričanja vsake sem jih imel v svojemu dedu. Pa vedel sem, kako bo odreagiral, pa vse sem vedel. In prvo, kar sem začel vse to, kar vem, spuščati. Ker jaz sem vedel, kako je bilo 20 let nazaj. Ne, kako je danes. In druga stvar, ki sem jo naredil, jaz sem svojemu dedu opisoval samo sebe. Jaz nisem njemu razlagal, kaj je on naredil, zakaj je on to naredil, ne. Jaz sem njemu samo povedal, kaj sem jaz videl, kako sem se jaz počutil. No, on je meni povedal, zakaj je on to naredil, kar je naredil.
In ko mi je povedal, zakaj je naredil, meni je bilo smiselno. In sem bil tako, ja, pa se te popolnoma razumem, se drugače ni znal. In v tistem trenutku sva zgladila, sem bil sam tako, a to lahko je. Samo ta občutek znotraj telesa, ki sva pa prej omenjala, je pa toliko težek. In želimo pobegati. Želimo iti v nekaj, kar je veliko lažje. In zato pravim, neke izzive. Neke izzive, ali v mrzlo vodo recimo, če se malo dotaknem tega, to je stresna situacija. In koliko ti lahko ostaneš v tej situaciji miren, se ti bo odražal poj naprej, ali na razgovoru za službo, ali pri prepiru s partnerjem. In druga stvar, poslušanje. Jaz sem deda začel poslušati, kaj mi govori. Stalno delamo, to sti kriv, to sti zajebo, to sti in po možnosti še žugamo s prstom. Dajmo pogledati, ko smo mi naredili. In probati poslušati, kaj ti človek želi povedati. Zelo težko se slišimo in razumem, da se težko slišimo, ker sploh z ljudmi, ki si čustveno vezan, so v zadju še bolečinska jedra, ki določene travme držijo in ki ti pritiskajo na te triggerje, je toliko težko samo opisovati. Zato toliko spodbujam, da govorimo o sebi, kako se ti počutiš in kaj se znotraj tebe dogaja. In bo veliko prej to slišano, ker ne bo prišlo do občutka napada in ne bo treba neki braniti ali pa napadati nazaj. Pa tudi spoznati skozi to, če lahko dodam. Seveda. Se pravi, občutek, iz katerega v trenutni situaciji delujemo. A delujemo iz strahu, a delujemo iz potrebe po potrditvi, a delujemo iz obsojevalca. In probati samo temperati ta pogovor takrat, ko smo sposobni delovati iz sočutja. Tako, če bi nekako gledala zdaj perfekten scenarij, kar je zelo redko, itak, da boš ti kar pač se, zdaj sem, sočuten sem, zdaj se grem pogovoriti. V trenutku, ko boš ti človeka videl, bo boš že nazaj. Bojo čustva. Ampak, meni je San Pedro to, kar smo bili, ker smo bili na San Pedro, na kaktusih. Tam sem jaz to oseb se naučil in videl v bistvu, da vsi moji strahovi, ki so prišli gor, ker sem bil takrat v fazi, kjer se mi je vse odpiralo, tako od strahov. Jaz sem bil toliko presran, stari. Ampak kar nekako sem vedel, da moram iti v te stvari, čeprav sem razumel, da bo strah prišel na površje. In ker ni prišel, jaz sem se imel tam fajn, nisem se imel zelo dober. In pol sam naenkrat, sploh vedel, da sem skje, kaj uno, samo pok. In jaz samo vidim, na začetku, kva sem videl prvo. Prvo sem videl, uno žensko, ki je začela šamanu govoriti, da je igralca. In samo jaz začnem nje verjeti. In tako, fakt, stari. Kva jaz kle delam, A se mi je že sfukala, a sem na poti do tega, da se mi bo kle folk okoli mene malo odplan? Kva jaz kle delam? Zdaj mi bo Ana zamerila, zdaj mi bo mami zamerila, zdaj me bojo doma gledali čuden, da to delam. Kva jaz kle delam? In v tistem trenutku samo ne vem sploh kaj. Sem se spomnil na šamanove besede, ki je rekel: smile at the medicine and the medicine will smile back. In jaz samo, kako bi si jaz želel, če bi bil ta punca jaz, kako bi si zdaj želel, da me ta človek, ki njo gleda, vidi. In sem bil samo tako, sočutje, vse bo v redu. In sem rekel, vse bo v redu. In meni se je sam začel sproščati v trebuhu in jaz sem rad solzen in pač samo spustil je strah. In še 5-krat, 6-krat v tem večeru se mi je ista stvar zgodila z drugimi ljudmi. Jaz sem skozi druge ljudi videl, če se je mene strah. Drugim ljudem se je dogajalo tisto, kar je bilo mene strah, da se meni zgodi. In jaz sem do njih pristopil s sočutjem in jim pomagal. Do svojih strahov si pristopil sočutno in si pomagal. Tako, In je bil mindfuck. In če bi mi danes rekel, da sem bil v bistvu jaz v šotoru sam, bi mu verjel. Ne, in tudi zabaven del, ki ga opisuješ, imel si strahove, pa si jih zatiral. In so ti jih drugi samo pomagali nazaj ozavestiti.
Strah me je bilo priznati lastne strahove. Tako. Jaz sem se pa tam naučil, da ni vse tako, kot jaz vidim. In se spomnim situacijo, ki so bila s kolegom, ki so se smejala. Jaz sem tam užival. Tam sem bil toliko igriv, toliko lahkoten. Meni je bilo to toliko peresno lahko. In v enem trenutku zagledam bivšo partnerco, ki je joka. In on pravi meni, fuck, ona joka. A všudo ne. In jaz gledam tisto situacijo in ne vem, kva mi je prišlo, hvala Bogu, da je prišel še ta glas, ki je sam rekel, 100% ni tako, kot jaz vidim. In nisem šel do nje. In mi je na koncu rekla, jaz sem takrat glih jokala od sreče, sem bila res vesela. In hvala Bogu, ker nisi prišel, ker ti svečer smiš ful na živce. Nisem mislila tako, nisem še ne napake naredil. Tako da ja. V te točke dalje pol, se mi zdi, da ta je bila kar nekako, tako zdaj, kaj nazaj gledam, je bila kar prelomna za vse nas. No. Tako se je začelo odpirati po njej marsikaj, pa to je kar že nekaj časa nazaj, kaj 3-4 leta? 3 leta. Dve, Ne, 3, 4, 3 bi rekel, ja. Kaj so neke spremembe, ki so se potem začele dogajati v tvojem življenju, če se vrnemo nazaj na to vprašanje tvoje zgodbe, kako si pač šel čez neko transformacijo od une točke, kjer si v bistvu nekako se začel prebujati oziroma želeti na drugačen način živeti. Se pravi, spremembe od San Pedra naprej, če te prav razumem. Ja, koliko San Pedro je bil, koliko po tej prvi psihedelični izkušnji, ki si rekel, da si z dedom pol spor zgledil? To je bilo 1 leto kasneje. No, evo, super. Odkle naprej? Ja, ta kaktus je začel vedno bolj, pa ne samo on, tudi še vse ostale, kar sem, pa vsi pogovori in vedno bolj zavedanje tega opazovalca znotraj sebe in opazovati, da dejansko stvari, ki se dogajajo, da se dogajajo o meni, znotraj mene, ker je lahko samo neka situacija in jaz vidim jo drugače, kot jo vidiš ti. Mene lahko trigira, kot si rekel. Zate recimo te je strigirala ta punca, medtem, ko jaz sem takrat spal. Jaz sem zaspal. Jaz nisem imel teh strahov. Jaz tam dejansko nisem imel nekih strahov do psihedelikov ali pa česarkoli, ampak sem imel samo strah se pokazati, koliko lahko sem v življenju igriv, sproščen in koliko lahkoten. Stalno sem imel neko prepričanje, da življenje mora biti težek in če je življenje težek, pa bo enkrat lažji. Kdaj bo lažje, če je življenje skozi težek? Ko umreš? Ja, mogoče pa je takrat lažje, ja. In upaš, da ne priješ v novo življenje z istim razmišljanjem. In tam sem začel spoznavati, da je lahko tudi lepo, da je lahko tudi lahkotno. Kaj pa te je uveril do tega, zdaj, ko nazaj gledaš? Mogoče me je to, ker sem videl mami, ker se je rabila toliko boriti za vse. In ona je bila vajena, da more vse sama. In isto sem jaz počel. Pa še zmeraj na določenih nivojih počnem. In samo s tem, ko opazujem, ko sem kot otrok opazoval svoje starše oziroma starša, ker je bila samo ona, sem videl, da življenje mora biti težek. To moraš borbati, to se moraš boriti, pa nikoli nič ne boš imel. In znotraj mene se je začel ta prepričanje uresničevati. In življenje mi je samo postregel z resnico. In ne bom zdaj rekel, da je samo miselnost spremeni. Dejansko je treba spremeniti celo notranje stanje. Zato marsikdo, ki reče, jaz pa drugače vidim, jaz pa vidim, da je življenje fair, pa mi vse nazaj daje. In se mu zgodi to, da mu življenje dokazuje, da je to res. In zato sem tudi sam začel spreminjati. In definitivno so psihedeliki mi pomagali še pri tem. Ampak, tako kot sem rekel, mene ni strah bilo psihedelika, mene je strah tistega, kar je poj, integracija, ker je treba začeti spreminjati.
In ta del je veliko težji. Tudi ti si ga lepo opisal enega vmes, brez česar koli. Si rekel, zamenil sem družbo. To je težko, Zelo. ker ti zamenjaš celega sebe. Ti spustiš vse prepričanje v sebi, ki ga imaš. In isto sem počel jaz, oziroma še vedno počnem na določenih nivojih. Tako da ja. Upam, da sem odgovoril, če ne mi sam še malo podaj. Boš dovolj brez skrbi. Spomnim se enega pogovora, pol tudi na Flowsu, ko sem te mal prcel s tvojo službo. Sem rekel, le težko službo, da noš zamudo. Ne vem, če se spomniš. Se spomnim, sem prebral na Instagramu. Ja, in takrat so po mojem midva začela najin odnos graditi, no, na temu Flowsu. Predtem nisva neki, mislim, vedela sva drug za drugega, tako bili smo, gor dol, ampak na Flowsu sva se kar pogovarjala. Tako. In všeč mi je bilo, koliko si znal z malimi besedami veliko povedati. Ne? En stavek je bil, ja, ali se ti je usral, ali pa si se usral. Yep. In tega še danes nosim s sabo. Pred vsako neko večjo situacijo, kakorkoli situacijo, ki jo moram sprejeti. Velikokrat rečemo, ja, pismo, to se mi je pa takrat usral. In tudi jaz sem rekel, da sem dobil neke pogoje dobre za kredit, da sem stanovanje, da se mi je vse poklopil. In si mi ti samo rekel, ne, pač ti se samo nisi ustrašil, ti si samo zelo pogumno situacijo takrat sprejel na svoje pleče in zdaj si nagrajen. In koliko malokrat v življenju se zavedamo, da pred večjimi odločitvami je ponavadi tista, ki od nas zahteva več poguma, ta prava. In v bistvu pol nekako kasneje gledamo, takrat se mi je pa res usral, sam nisem se usral. Ja, in prepisujemo spet zunanjim dejavnikom. Spet ne želimo se predpisati. In da boš vedel, tisti stavek, ki je bil tebi namenjen, je bil še krepko meni namenjen. Se ga tudi jaz vedno bolj držim. In se vedno bolj zavedam, da ko prije do določene situacije, ja preprosto nočem se več usrati. Raj izberem neko prepričanje, da se mi je pa usral. Ker tudi pri Trajbu je prišel do situacije, kjer se ti skoraj odnehal. Ja, definitivno. To te nisem nikoli vprašal. Kako je prišel do tega, da me pel v ta proces tvoj? Torej, začeli ste s Trajbom. Na začetku itak je težko vzpostaviti vse, prve skupine nafilati, sebe skozi proces graditi, ampak ne bom jaz zdaj polagal besed tukaj v tvoje usta, bi rad, da mi ti opišeš, kako je šlo. Ja, definitivno gre tako, kar si opisoval, nis mi nič položil. Ja. Začetki so težki in kokar se je začel malo več filati, sem jaz dobil neka krila. In če se realno pogledam ta trenutek, nisem takrat naredil nič, imel sem pa občutek, da sem Bogo batina in da sem naredil veliko. In sem začel delati določene stvari na svoj način, ker sem že mislil, da sem že tam. In pa je prišlo do tega, da smo se s fanti dol usedali in jaz sem mislil, da nisem naredil nič narobe. V mojih očeh je bilo vse tata mata. In pa je prišla resnica. In tako, kot so se pogovarjali, resnica skozi zaboli. In večina ljudi v tem svetu sliša raje lepo laž, kot grdo resnico. In mene so takrat besede in energija tako močno zabolele, da sem po dolgmu času lahko zajokal. In z mene se je uscal, jaz sem bil 5 let star otrok. In bili smo skupaj na tej točki. Tudi Tribe je bil že tako, da so bili tako, ali ga bomo mi fliknali ven. Jaz sem bil pa tudi tako, če me navajo oni, jaz bom toliko še ustrajal. In priznam, da tisti trenutek je bil zame toliko prelomen. Jaz nisem takrat veliko povedal, jaz sem sam rekel, da vijem 2 dela sebe. En del bi najraj pobegnil, ta drug del bi pa rad nekaj spremenil. In jaz sem takrat spremenil. In kaj? Delovanje, zavedanje, in začel sem sprejemati še bolj poglobljeno posledice svojih dejanj.
In začel sem več delati in manj govoriti. In tako, kot si lepo opisal, z manj besedam znam več povedati, definitivno. Ker z veliko besedam povemo neko ogromno zgodbo, bistvo so pa ponavadi sam par besed. In zdaj probam raj z manj povedati, ker hitro zaplavam. In dejansko sem prišel do tega, da so tudi fantje spoznali, da še dobro, da nismo ali se oni odločili, ali pa jaz. In da je vredno, da smo ustrajali. Tudi jaz se strinjam, sem vesel, da si ustrajal. Veliko daš skupini, tudi v mojih očeh se je zgodba o tebi zelo spremenila. Tako moram priznati, na začetku sem te podcenjeval. Iz vidika, kva on dela zraven. Kaj to? Pač dobro, ja razumem, da mu gre matematika in da on to računa, ampak kaj bo on kleja, ne? To ti zdaj čisto iskreno govorim. Nisem nikoli tega nobenemu na glas razlagal, niti tebi, ampak to je bil nek miselni proces o meni, ki ga imamo vsi tega obsojevalca majmuna, ne? Tudi sebe sem mogoče mal previsok takrat držal, ne? Če ti tle sam še zraven podam, govoriš moje besede dejansko. O meni. Ja, ampak tudi jaz sem tako razmišljal o sebi. Underdog. Sej, ko se je spremenil tvoj dialog, kako sebe vidiš, se je verjetno začela sprememba dogajati, ne? Sej, to mi je zelo domače. Ampak ja, dejansko pol, nekako šele ko sem vas videl v akciji, na prvi delavnici, ki sem se jaz udeležil, sem dobil res tako goro spoštovanja za to, kar delate. Prej sem vam prvošel, vsakmu posebej itak, sploh to, da ste se osamosvojili sistema, da ste začeli delati zase. To mi je bilo nekaj, kar vsem prvoščam, ne? Nisem pa razumel točno, na kakšen način to poteka, pa kakšno vlogo igra kdo. Za Turke sem razumel, ne? Ker ga poznam že dalj časa, za vas pa ne. In ko sem videl, koliko dejansko sami stopate v neko vlogo, ki vam res paše, sem bil tako, ok, hudo stari. In ti si pač eden zelo močen člen v mojih očeh tega, kar se tam dogaja, ne? Predvsem je pa tudi ta neka skromnost, ki jo izžarevaš, zelo lepa in se učim tega od tebe. Hvala. Ja. Ful lepo so vmes omenil in ta del sem res pustil. Zaposlenost. Jaz sem imel vzorc zelo močno znotraj sebe zapisan, da rabam biti zaposlen za nekoga drugega in delati za nekoga drugega. Tle je pa tako, da moraš pokazati samo iniciativo. In jaz tega nimam, ker ga ne znam. In v tistem trenutku, ko smo bili gor, ko sem jaz dobil šamarčino po egu, sem jaz začel se zavedati, da nekaj znotraj mene moram jaz spremeniti. In to je bila ta najtežja sprememba, ker moja mati dela za nekoga drugega, je tako zaposlena in me je vedno vzgajala, da mi to predstavlja vir varnosti. In zdaj jaz kar naenkrat želim začeti spuščati varnost in je bolj not v strah. V strah, kaj bo jutr. In v nek preživetveni boj. In valjda je to tako težko. Težko je spremeniti en vedenski vzorc. Ampak veliko lažje je, ko enkrat začneš se zavedati, iz kje izhaja, iz kje je vodilo, in ko začneš opaziti, lahko začneš delati spremembo. Ni dovolj, da samo veš, da te nekaj moti. Kako si pa vedel, da si to želiš? Zaradi tega, ker tako, kot sem rekel, videl sem svojo lastno mati, ki je borka, ampak ona znotraj sebe, oziroma v mojih očeh je tako, mi deluje, da ni čisto srečna, kakor bi lahko bila. In ko je v hribih, ko je nekje, kjer je lahko ona to, kar je čist druga, je prerojena, živi. In tega si želim tudi več zase. In sam Pedro, ki z ga omenil, mi je to zelo pokazal, koliko življenja imam jaz znotraj sebe. In poj hodimo iz enega ekstrema v drugega. Tako da ja, bil sem poj v ekstremu tej resnosti, strogosti, zamorjenosti. In zdaj spet nazaj v lahkotnost. Ampak se mi zdi, da ne glede na to, da si bil tako resen, humor
humor je pa bil nekaj, kar je naju povezalo. Ne? Humor je pa bil, to so drugemu so se pa naražala, stari. Neka specifična varianta humora, sploh ne vem kako, ampak že da sploh ni bilo treba nič reči. To je nekaj tako prisrčenega, tako otroškega, veš, navihanga. Tiste, ki je meni najbolj ostalo v spominu, pa tam je še zmeraj najbolj zabavna, je sam Pedro, ki si mi rekel, moja ljubenica je boljša od tvoje. O, se res. Pa sem rekel, tega fanta pa poznam, primerja ljubenico z ljubenico. Nerealno. Srečala sva se, zjutraj že, ko smo prišli iz savne, vsak svojo to posodico ljubenice in sva se pogledala. In sva drugmu ponudila ljubenico in sva je probala in jaz sem te smrtno resno rekel, moja je boljša od tvoje. In sva šla na razen, zba v solzah smeha. In ne vem, kaj točno, ampak razumela sva se. Ja. Razumela sva se, ja. Omenil si, da je bil ta eden izmed ključnih dogodkov oziroma premikov, ta pogovor s ostalimi člani Triba, ki si dobil šamarčino. Ja. Po tej točki, ko si začel stvari delati drugače, kdaj nekako si začutil prvo potrditev oziroma kdaj je ratal lažji iz tega vidika, da zdaj pa si dokazal, da si sposoben stati za temi svojimi besedami, da ne boš odnehal. Kaj se je zgodilo? Dejansko se je ta trenutek, ki sem ga opisal, je bil dovolj močen, da se je vse zgodilo. In začel sem prevzemati pobudo za ves delo. Šel sem v en drugi ekstrem, ampak proaktivnost. Tako, ampak spoznal sem vsakega člana posebej, kaj počne, kakšen je njegov doprinos. In zdaj točno vem, koliko truda je vložil primer Luka, zato da se je savno naučil. Imam to izkušnjo, ker točno vem, koliko je dajal čez. Za socialke, koliko je pa maile, pa te stvari, koliko je delal v ozadju, sem tudi spoznal. Za pridobitev oziroma priskrbitev hrane, tudi ta aspekt sem spoznal. In zdaj vedno bolj spoznavam tudi aspekt, kako z energijo ljudem podajati, da pridejo do tistega, kar je najbolj pomemben, vsaj v mojih očeh. To, da so srečni. Ker to je tisto, kar nas najbolj polne. Ker želimo, tako kot sem pri sebi videl, želim priti čez te blokade tega uma, te omejitve, ki jih postavlja. In ti odvzame s tem srečo. In se zavedamo, da ima večina ljudi ta problem in jim želimo pomagati, da pridejo čez te. Ne samo umske, ampak tudi čustvene. Tako da, ja. Ja, prej si omenil eno zelo lepo stvar, ki je spet ostala v moji glavi in v bistvu bo to, glede na to, da smo 22. decembra danes, ko to poslušate, za novoletno zaobljubo, kakorkoli bi temu rekel. Jaz sem se jim včasih zelo posmehval, pa sem pa dve si postavil take konkretne in sem se jih držal in se je moj life spremenil in se jim ne več, a ne. Ampak ne govorim iz tega vidika, jaz sem v tej novoletni obljubi začel razmišljati že septembra, avgusta in se jo že zdaj držim. In kar mi je to potrdilo, je bil pogovor z vami takrat, kjer si mi ti rekel po temu pogovoru točno to. Lej, meni ne pomeni praktično nič to, da mi nekdo nekaj pove, govori, jaz rabim videti, jaz rabim dejanja, ne. In si mi ozavestil točno tega, ta del mene, ki me je mogoče bilo včasih, ki mi je sram za nazaj, ki je zelo veliko govoril, ki je bilo treba narediti, pa bilo malo krča pa tega, ne. In to je dejansko za naslednje leto. Pač manj govoriti, več narediti. Ne govorim podcasta, pač to je nek drug format, bolj kar se tiče nekih premikov vizije. In prva se je zgodila 15.12. V festivalni dvorani. Kako zanimivo. Zdaj sem se postavil, kada je 22. Gledam nazaj, da je več že biva, ne. In ne moremo pisati, koliko sem ponosen na to, kar smo ustvarjali in da smo to omogočili, kar smo omogočili na tem dogodku. Manifestacija. Ja, v glavnem ta več nared, manj govor je zelo močna. Več akcije, manj besed. Ja.
Več izkušnje, manj teorije. Tako, gli sem hotel reči. Ja. Veliko imamo znanja, pa nas pa ta znanje na neki točki začne ovirati. Pa je to akcija. Naredi saj neki, karkoli. Sej tudi nič ne rečem, ko me ljudje sprašujejo, ja, sam jaz ne maram laufati. Jaz tudi ne. Ampak laufam. Pač grem. In ja, in to je tisto, kar je tudi pri meni naredilo največjo spremembo. Ko je prišla ta resnica, ki sem jo prej omenil, šamarčina po egu gor, sem začel dejansko manj govoriti, manj karkoli, samo delal sem. In še vedno nekje v zadju to počnem. In hitro opazim, ko pride glas, ki mi začne, ja, ampak tole je težko, pa uno ne moreš, sam pejt, ne razmišlji. Ja, sam pejt ne razmišlji. Ja. Zdaj me je potegnil nazaj v X-Challenge, Daj, od malo katerega moška, sva se kar Oddalila se. ampak fulover. Dejansko je, kot da bi, ja, veš, na tej točki, ki si bil s tem ruzakom, solzivcu, vse se je zgodilo, kot da bi skup padel in si zdaj v bistvu to zgodbo, ki si mi jo povedal sanjo, a ne? Mogoče kaj še poslušalstvo tako zdi. Zdaj ful lepo skapešal, se jaz tudi vidim. Pet naprej zdaj, od une točke, kjer sva ostala, se pravi. Od une točke naprej ni tok, ni več tok razborljivo, ker si že prišel čez toliko enih ovir, da ti je bilo že vse dejansko čisto sen. In si folgal, in si garbo, in si čez. To je ta mejnik, ki sem ga prej omenil. Ko prideš čez njega in vse rata lahko. Tako. In da prideš čez ta mejnik, moraš še ne 3-krat misliti, da boš prišel zdaj čez ta mejnik in ne prideš čez. In pol kar naenkrat si pa tako. Točno to. Daj mi še. Dejansko, ko nehaš misliti, kdaj bo ta mejnik, takrat si čez. Dokler pa še zmeraj razmišljaš, kje je ta mejnik, ga ne boš najdu. Dokler ga iščeš, ne najdeš. In ja, in potem, ko smo prišli čez, se še spomnim, da smo prišli tja nazaj na poligon, kjer je bila že noč in je prišel inštruktor pred nas in je dal spet nov strah v igro. Prav, fantje, a je kdo bi rad odnehal, ker to, kar zdaj sledi, pač zdaj šele se začne. In takrat se je pa res začelo. Takrat smo pa laufali neomejeno, trebušnjake, sklece, plank. Plank smo držali po moje, da 10, 15, 20 minut. Kvaj je? Ja, to, če malo pogolfamo vmes, ker te kdo ni gledal, zdaj hitro kolen na tla, da spočival, da si do sabe prišel in se nazaj hitro dvignil, da te ni videl. Poj mrzla voda, takrat mi je bila prvič edina težka mrzla voda, ker mene je sonce pregrel, prekuhal, bil sem fizično že čisto uničen in ko sem se rabo potopiti v mrzlo vodo in preko slamce dihati, jaz nisem mogel, mene je grabila panika. Ampak na koncu je šlo nekako čez. Hočeš, nočeš. To je bistvo, ne? Ja. Da te spravi v situacijo, kjer pač misliš, da ne bo šlo, pa gre. Točno to. Ja. Ampak je bila pa vsa ta 12 tok lepa mi, ne glede na to, koliko je bilo težko. Na koncu mi je bila tok lepa, da sem res intenzivno začel delati na sebi. In ko sem prišel na 24-urno, kjer smo dobili 30-kilski ruzak in smo prehodili 42 kilometrov, in sem jaz dobil še to nagrado, da od polnoči naprej pa do 6 zjutraj nisem smel dati ruzaka dol iz ramen. Ker si dobil, zakaj si dobil to nagrado? Zaradi tega. Aha. Zaradi nasmeha. Meni je rekel inštruktor, je rekel, lega smejkota, ta se skozi smeji. In sem se nasmejal in je rekel, lej, po noči sem še spomnil na te in je res prišel polnoči do mene in je rekel, a nosiš ruzak? Sem rekel, ja, pravno odlično, zdaj ga noš do zjutraj dol dal. Sem rekel, razumem. In sem ga nosil. In tisto, kar je bilo najlepše opaziti, ko delamo tok na sebi, je prišlo do čiste tišine uma. In ko smo hodili od polnoči do 6 zjutraj, jaz nisem imel nobene, niti enega glasu ni bilo znotraj mene, ki bi mi delo karkoli.
bila je čista tišina in jaz, ko sem pogledal gor pod vso uno težo une zvezde, jaz sem sam bil tako, wow, kje smo mi. Jaz nisem dojemal, koliko je meni težko, pa joj, ki je jutro, ne morem ruzek dol, ne, žrtvo je kar zginila, sam zbrisal jo je. In sam gledal sem tisto lepoto in bil sem tako, wow. In spomnim se ob 6. zjutraj, ki je prišel moj buddy do inštruktorja in ga je vprašal, a da Igor lahko zdaj končno ruzak dol, pa me pogleda. Inštruktor in jaz se mu smejem v face in prav on men. Ne, on se še zmer smeji. In na konc, ki je bil govor, tega je itak nam pozabil. Prav lega, spet se smeji, prej bo nekaj povedal. In sem rekel, ja. In tle gre zdaj malo na San Pedro. Ne si dovoliti, da vam drugi oduzamejo nasmeh. Ne si tega dovoliti. Tudi temu glasu znotraj sebe ne dovoliti. In tam sem tudi rekel, da ne glede na to, koliko je težko, z nasmeškom je vse lažje. Wow. Ker je dejstvo. Spet en one-liner, ja? Ne moramo drugače. Ja, še enega sem se spomnil zdaj, ko si to govoril, pa nasmeh zraven, oziroma humora, ne? Resnica, to so tudi na Flowsu imela, resnica odpre rano, nasmeh oziroma humor jo pa pomaga zaceliti. Točno to. Točno to. V bistvu resnica je, da bi te en ruknil direkt na nos, ja. Humor bi bil pa robček, ki bi ti ga takoj zatem dal, zato da si obrišeš kri. Humor je olajšanje, ki sledi, ker si spoznal, da nekaj se pa motaš in potem prideš do tega, wow, aj lahko še kaj, pa dobiš še eno novo šamarčino, pa je tako, se bomo. Tako da ja, in definitivno želim med ljudi širiti, tako kot sem rekel, nasmeh. Kako boš to naredil? Tako kot delam. V delavnici, čeprav trpimo, se smejem. In jih stalno sprašujem, kje so nasmeški. Ker s tem, da se ti smeješ in s tem, da si ti zadovoljen in da samo nekoga pogledaš, mu lahko spremeniš cel dan. Lahko pa naredi znotraj njega še kakšen večji premik. In mogoče že ta podcast, ki se toliko smejem, pa govorim o njemu. Ja, ne, itak. Kako se pa počutiš, drgaš med podcastom? Ja, v štartu sem se malo sem čutil strahu. Predvsem leva noge, ker malo trzala. Zdaj sem pa zabaven, lahkoten, sproščen. In ja, itak sva dva budija. Ja. In se pozna, se počuti ta domačnost. In preprosto nimam nobenih skrbi. Mi je lepo, da se to lahko vzpostavi v nekem takem formatu, ki mogoče te da v neko vlogo, veš, da bi ti bilo to malo dozeto. Da če se poznava, da še zmeraj lahko tak pogovor steče, ki bi stekel brez majkov. Tudi. A veš, kaj mislim? Ja, definitivno. Sej bi imel itak več takih pogovorov. Tudi s tabo. Delamo na tem. Ja, delamo. Ja. Tako da bo zabavno. Ja, je zabavno, že zdaj je zabavno, mislim. Jaz sem res vesel, da vas vse poznam, tudi tebe pač tako. In tudi sem večkrat že rekel, rad bi se več z vami družil. In ja, prihaja en format, to bom prvič povedal zdaj, prihaja en format, ki bo mal poglobil sodelovanje med Underdogom pa Tribom in bo marsikomu mogoče še bolj všeč kot ta podcast. Pitaj Boga. Ja. Bomo videli, do kam bomo šli. Ampak ja, se mi zdi, da se je treba več igrati, več pogovarjati, več preprosto poskušati in izkušnja bo povedala, a je ok, a ni ok. Se s ful lepo prej omenil. Novoletna zaobljuba ti je zelo prav prišla. Ja. Čeprav bomo na koncu na podcastu govorili, Ja. do tja prejen se pride, je pa velik del. Sigurno, ja. Sigurno, ampak ne vem, vizija tu je tako močna, res, pač čutim jo. Vozim se v avto, ker sem se vozil na delavnico, zdaj sem se jokal v avto, stari. Zato, ker sem začutil, koliko fotar joka od ponosa, a štekaš, kad doživlja življenje čez mene.
In pa mi je še ena punca rekla, da za mano vidi belo auro, Mhm. kaj je rekla, da vidi aure. Ne? Mm. Rekla, da vidi samo belo auro, kot da bi en človek za mano stal. In sem šel zgooglati. Ne? Mm. In ba je to neka čista energija človeka, ki je na svoji poti z res dobrim namenom. In nikoli nisem bil bolj prepričan o to, kar sem zdaj. A ne? In se veselim vsega, kar pride. A ne? Tudi meni vedno bolj rezonira, zakaj smo bili takrat vsi v koči za tisto fantovščino. In čeprav se odločijo svojo pot, ne glede na to, na koncu nas nekako skupaj pripelje. Ja, kaj ga čutim zdaj. Ja, mislim, meni je bilo zelo osvobojujoče dojeti takrat po tisti situaciji, ne, ko je tudi začel ratvedvama, da sem jaz mogel iti takrat na svojo pot, ker drugače ta podcast ne bi obstajal. Ker bi se jaz tudi zamotil s tribom in bi imel samo tribe pač skupaj in to je to. Medtem ko sem jaz po moje največ, kar sem lahko naredil, tudi za tribe, s tem, da sem šel pač takrat svojo pot in postavil ta podcast, ki je dejansko potem bil pač povezanje, ne vem. Veš, Eni brez drugega ne moramo. Ja. In tudi vem, da skupaj rastemo. Ja. In ful mi je všeč, ker si tisti trenutek bil toliko iskren do samega sebe, da si vedel, da tam nimaš kaj delati, ker ne moreš nobenega doprinosa dati. Na koncu se nam je pa življenje tako izpelo, da nam da na drugih nivojih. Če sledimo vse, pa poslušamo klica, ne? Ja. Veš, sej dobivaš znake vesolja. Tudi takrat, ko je težko, je to znak vesolja. Ja. Da si na pravi poti, ker te čaka neki izziv. In večkrat, ko si se sposoben vprašati, kaj me ta situacija hoče naučiti, in ne to, zakaj se to meni dogaja, a ne? Hitreje se boš premaknil naprej. Preprosto. Kaj me situacija hoče naučiti in nehati razmišljati o sebi kot žrtvi. Ja. Zakaj se mora to meni dogajati? Zakaj ne more biti tako, kot je bilo prej? Ja, dva pogleda imaš. En pogled je, koliko je meni težko, drugi je pa, kaj se jaz ta trenutek učim. Kaj me življenje uči, kaj rabim spoznati. In je veliko lažje, kot pa če se sam smilam, sam v sebi. In to govorim iz lastne izkušnje, ker točno vem, kako je bilo. Ker sem bil stalno v vlogi žrtve in stalno sem bil neki bogi, zdaj imam pa že počas dost. In prevzemam vso odgovornost življenja v svoje roke. Na začetku je težko. Itak, borbaš. Pa v bistvu ne da rata lahko, sam ti pač res dejansko postaneš močnejši, zato ker kako ne boš, če si daješ na hrbet težo odgovornosti. Tako. In z njo hodeš. In probaš zraven še spoznavati lepote. Ne glede na to, da je težko in da je mogoče kdaj pa kdaj še težje. Ne da gledaš samo to točko, ampak celo premico, celo pot, vse, kaj se je dogajalo. In tako mi zraven še pride, nista samo pomembna cilj pa pot, ampak tudi družba, ki te zraven spremlja. Zato sem rekel, da ne pozabiti na ljudi, ki vas spremljajo. In tudi, če vas kdaj zapustijo, kjerkoli, ne pozabiti, kaj so vam dali. In to je tudi zame. To je bilo čist zate, zdaj sem začutil, ja. Ta mi zelo izstopa danes, pa je bilo malo nepričakovana, to, kar si zdaj rekel, ne, fokusirati se na ljudi, ki so v življenju, ne na tiste, ki so šli iz življenja. To je čist umska igrica, ki jo lahko se vsakič spomniš, ko imaš občutek, da te nekdo tudi zajebo. Kdo te pa ni? Kam gre fokus, kam gre energija tvojih misli? Mislim, kamor gre fokus, tja bo šla energija in tako se boš počutil. Ali boš v zameri, ali pa boš v hvaležnosti. In to, kar si zdaj omenil, to je čista hvaležnost. Kdo je ostal? Zakaj ostajajo te? Pa, ker si omenil, da je umska, hitro iz tega uma prije tudi do občutka. In ker naenkrat ni samo umska, je tudi občutna in čustvena. Ja. In se mi zdi prav, da
spet smo pri poslušanju, da poslušaš misli in da izbereš tiste, ki čutiš, da te malo bolj podprejo, kot pa tiste, ki te sam še sabotirajo. Glede na to, da sem ti že povedal, tudi koliko spoštujem tvoje mnenje, tvojo besedo, bi te prosil, da mi zdajle poveš eno resnico zame, ki mi bo pomagala pri ustvarjanju tega podcasta oziroma nasploh v življenju. Nekaj, kar bo prišlo, nekaj, kar mogoče bi mi sporočil. Več se smej. Pa še te to. Razumem, da se pogovarjava resne teme in vse, ampak z nasmeškom, z to lahkotnostjo se tudi več ljudi dotakne in se veliko več v njih usede, tako da se zavedam, da veš v zadnji, kakšno odgovornost imaš, ampak bolj lahkotno, kaj boš spelal, večji bo obseg ljudi. Wow. Sliši se zelo simpel, ampak če bi lahko bili noter, bi razumel, ker si mi dejansko zdaj povedal nekaj, kar mi je nekaj, kar sem videl kot potencialen problem za nadaljno ustvarjanje, ker sem zadevo začel jemati preveč resno. In zakaj ne bi bilo pač simpel pa igrivo do konca, ker se tudi na ta način da ustvarjati, ne? Itek, da se da. In hvala ti za to sporočilo. Hvala, ker so vprašal. Vse veš, zdaj si ga ne jebo, stari. Vsak dan voice. Igor, kaj bi mi danes rad sporočil? Zdaj povej še ti meni, če bi jutri umrl, kaj bi bilo tvoje sporočilo svetu? Prvo bo humorističen. Pejte na Tribe delavnico. Drugače ni tako humorističen, ne? Fantje imajo res dobre namene za vas. Ja. Marsikaj vam bojo pomagali. Mamo si hotel reči. Nekaj si rekel, da bi umrl meni. Vidiš, lepa, Poslušam. Ne to resno vzeti, no. Hecam se. Ta druga pa... Poslušajte. Tam je kar malo težka. Probite slišati resnico, ker vam bo s časom risala nasmeh na obraz. To. Bravo. Igor Ivanov, prijatelj moj, hvala lepa. Spoštovanje veliko. Rad te imam. Hvala, Lahi. Čuti se to. Cut my man. Bravo, stari.